Živijo in dobrodošli pri meni doma. Danes se bomo lotili čistke tehle omar v zadnje za mano. Oziroma pripravili bomo poletna oblačila za storage in jesenska oblačila jesenska in zimska oblačila bomo vam prevlekli. Zakaj bi to v bistvu sploh delali? Ena stvar, ponavadi nimamo dovolj prostora, da držiš in poletne in jesenske stvari v isti omari. Po drugi strani pa enostavno mi je ful bolj všeč, da vidim konstantno pred sabo oblačila, ki jih lahko oblečem v vsakem momentu. Da odločitve, ki jih rabim zjutraj sprejemati, oziroma zvečer, če si vnaprej pripravim, kaj bom oblekla zjutraj, so, a bom oblekla bel pulover, ali bom oblekla rjav pulover in ne, a bom oblekla pulover, poletno oblekco, za katero je čist absolutno prehladno zdajle v zoni, ali pa nekaj tretjega. Tako da si v bistvu že samo s tem, ko zimske stvari dam v omaro in poletne stvari pospravim v škatle, si malo zmanjšam število opcij, ki jih imam zjutraj. Po drugi strani pa, postajam vedno večja kugla, tako da moram tudi malo pregledati, kaj mi je sploh prav, kaj mi ni prav, in to bo tudi eno izmed glavnih pravil, ki se jih bom držala. Prvi korak. Vse poletne stvari ven iz omare. Tukaj jaz včasih tudi že pregledam, kaj so na primer stvari, ki jih sigurno naslednje leto ne bom več nosila. Mogoče so mi postale premejhne, mogoče so mi še zmer prevelike, mogoče sem se jih enostavno naveličala, razlogi so lahko različni, ampak enostavno pač niti več do njih. Teoretično, I could make this into a winter outfit, Ampak pa sem pa tako, teoretično bi ti to lahko naredila v winter outfit v Podgorici. Ampak Podgorica bo pa zelo hitro postala hladna kot Ljubljana. In naslednji teden greš v Ljubljano, kar pomeni fucking vrš ven vse, kar ni res zimsko, Teoretično bi lahko dala pulji od spodaj, pa debele pajkice, sam mi ga tudi tle na joškah že raznese, tako da tole gre lepo v storage. Ta oblekca ostane, ta oblekca ima kratke rokave. Ne morem dati v spodaj pulja, ker je preozka. Lahko dam pajkice, pa potem čez vržem pulover. Pa me bo še vsem zebel? Ja. No, vidiš, in to je ta mentalni proces, čez katerega moraš iti, da si pol tako, kljub temu, da si v Podgorici, Tjaša, tole gre v storage. Pa boš že pol iz storagea ven vzela, ker se bo spet ogrel. To je takrat enkrat po porodu. Zdaj pa prehajamo na oblekce za posebne priložnosti. To so razne poroke, kakorkoli. In tle spet razmišljam, a jih lahko toliko toplo nabildam, da mi bo toplo, pa da jih lahko oblečem, ali pač ne. In določene, kot na primer moja poročna oblekca, so definitivno ne. Torbice me ne motijo toliko, če ostanejo noter, zato ker imam plat za njih. In potem jih pač ne rabim toliko ven metati. Ampak ostale stvari sem pa ful bolj striktna, kaj gre v storage, pa kaj ne. Pa tudi kot torbice se rade zmečkajo, če jih prav hudo pospraviš, tako da naj bojo tle. Na primer, lansko let je bilo ful moderno čez pulije nositi čipko. I did that, of course. Tako da, na primer, tale bo ostala tle noter. Zaenkrat stvari, ki mi niso prav, ne bom stran metala, iz enega preprostega razloga, ker ne vem, na kakšno velikost in v kakšni obliki se bom vrnila, potem, ko ne bom več noseča, tako da čisto iz tega razloga bom letos ne bom stran stvari metala oziroma jih dala naprej za podariti ali pa kakorkoli, ker pač ne vem.
Čevlje, prvič v življenju imam dovolj prostora, da imam čevlje, ki so pospravljene v omari, enostavno pospravljene v omari in da jih ne rabim dajati v nobene druge škatle in v storage, za kar sem izredno hvaležna. Tako da čevljev tokrat ne bomo prekladali. Ok, drugi korak. Preglej, kaj imaš od zimskih stvari. Tukaj vam potegneš vse tiste škatle ali pa vreče, ki si jih nekam nagurala v eno klet oziroma v eno podpojslo oziroma nekam daleč stran in so čakale celo zimo. Malo preglej, kje stvari so mogoče, če so kakšne strgane, če so se kakšni moli zaredili, kaj vse je treba oprati. Tretji korak, po eno stvar pregledaš, kaj dejansko še želiš nositi in kaj ti je dejansko še prav. To bo za mene, na primer, kar pomemben kriterij. Kaj sploh lahko oblečem. Četrti korak. Razmisli, kako boš zdaj vse to zložila nazaj v omaro. Lahko, da bo šlo po čisto istem sistemu, kot vsa prejšnja leta. Lahko, da boš majčkeno prilagodila, ker imaš drugačno število poletnih in zimskih stvari in grejo mogoče v druge police, predale in tako naprej. Peti korak. Poglej, kaj ti manjka. A imam ful puloverjev, pa ful premalo pajkic, ali imam ful preveč pajkic, pa nimam dovolj majic. Ponavadi se mi zgodi, da sem tako v ciklih. Naprimer, eno leto mi ful manjka majic z dolgimi rokavi, pa potem naslednje leto imam ful primanjkljaj spodnjih majic, pa potem, ne vem, štumfov in potem kupujem vse na zalogo. Vsako leto si rečem, ok, dajmo realno pogledati. A imaš dost majic z dolgimi rokavi, a imaš dost poljev, dost pajkic, dost vsega, a imaš dost layerjev, a ti manjka mogoče kakšna bunda, kakšen tanjši plašček, kaj ti manjka? Kaj je tisto, kar ti manjka? Malo se opazuj tudi zjutraj, ko začneš delati outfite, kaj je tisto, ki te ovira pri tem, da sestaviš svoj popoln outfit. A so to čevlji, ki ne grejo z ničemer? Zgodilo se mi je eno leto, da sem imela samo črne čevlje. In čeprav črni čevlji načeloma grejo s čisto vsem, sem pa kaj bi pa imela kaj rjavga. In sem potem naslednje leto kupovala samo rjave čevlje. In potem se je zgodilo, da sem imela samo rjave čevlje. Tako da moraš najti pač en tak balans. A ti manjka torbic, a ti manjka rutk in dodatkov. A imaš preveč rutk in dodatkov? Tukaj je tisti najlepši pa najtežji del, ko se vprašaš, ok, kakšna je realna situacija, Če hočem svoj idealen Pinterest board obleči, kaj mi manjka? In imam ful štumfov, tako ful štumfov, kaj je fora? Jaz se tako resno sprašujem, kako sem jaz to lansko leto, pa predlansko leto, pa predlansko leto vse držala v omari, ki je bila polovico te, še manj kot polovico te, pač tako. Meni to ni jasno. In ko sem določila, kaj mi manjka v omari, se potem rada vprašam, a so to izdelki, ki jih moram probati v živo, ali so to stvari, ki jih lahko malo bolj na uč kupam. Naprimer, blazerjev ne bom šla na uč kupiti, zato ker sem zelo specifična, zelo imam specifične želje, kako želim blazerji, da mi stojijo. In pogosto so blazerji izgledajo preveliki na meni. In za tiste stvari, ki jih lahko kupam samo, če jih probam, po tiste stvari grem v fizične trgovine. Če so to ponavadi kakšni puloverčki ali pa oblekce, grem ful rada v second hand shope, zato ker dobim ful dobrih stvari. Plus, če vidiš pulover iz second hand shopa, ki dobro izgleda, pol veš, da se tudi dobro pere, zato ker ta pulover je bil že prepran, že je dal nekaj čez, pa še zmer dobro izgleda. Kar ne moramo reči za puloverje, ki jih kupimo na novo v fast fashion trgovinah, ki ga opereš enkrat, pa po možnosti daš v sušilec, pa vam pride tak, da si pač rečeš, wow, stran sem vrgla denar in to je to, lessons learned. Tako da ja, zelo rada kupujem puloverje v second hand shopih. Exhibit A. Tisto, kar pa ne rabim probati v živo, pa najrajš kupam preko interneta in najrajš kupam najbolj kvalitetno, kar si lahko privoščim glede na budžet, ki ga imam.
Zdaj, da ta budžet raztegnemo čim dlje, rada gledam na spletnih straneh, kjer imaš ful velike popuste na razne priznane znamke oziroma na tiste znamke, ki jih jaz rada nosim. In zelo pogosto je ta trgovina best secret. Tam vedno najdem ful dobre zadeve od znamk, ki so tako znane po kvaliteti. Lej, niso vse znamke tam kvalitetne. A ne, sem tudi že shit kupila, pa sem ga vrnila, pa sem napisala, pa sem tam pod reason dala, lej, this is not worth the price. Nobenega problema z returni, brezplačni returni. Vrnila sem tudi že 30 dni po tem, ko sem kupila robo. Nobenega problema, ful ne komplicirajo. Tako da pač, kar se tiče best secreta, res same pohvale. Tako da ja, tam največ kupujem. Če rabite kodo, zato ker je zaprta skupnost, imate kodo dol v descriptionu. In pa ja, na koncu, ko vse zložiš v omaro, ko vse, kar je za opret, si dal za opret, in ko se vse to opere in še to zložiš v omaro, se jaz ponovadi lotim kupa še stvari, ki so za popraviti. To so ponovadi kakšne stvari, ki so se majčkeno razparale, strenale, kakšen gumb je odpadel, ki moraš enostavno vzeti šivanko pa sukanc pa pršiti to nazaj. A ne? To je potem tisti kup za na koncu, ki ga pa ne smemo pozabiti, ker drugače se začne samo nabirati in si tako, kvaj to, a ne. To je vedno en tak vesel dogodek v moji jeseni, zaradi tega, ker se počutim, da sem tako na novo odkrila vsa oblačila, ki sem jih zapakirala prejšnjo leto. Evo, to je moj proces za efektivno čiščenje omare. Vmes jo ponovadi še pobrišem, čisto tako, da je res, če slučajno so kakšni moli, da jih najdemo pravočasno. Če imaš še ti kakšne nasvete za jesensko čiščenje omare, lepo v komentarje dol, pa bomo še tam naprej podebatirali. Drugače pa to, pa se vidimo spet kmalu. Čau!